Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lep dober večer tudi v tokratni naši tedenski izdaji. Danes vas v njej povabimo na dobrodelni koncert, ki se bo zgodil na Vranskem. Že v preteklem letu smo predstavljali, skoraj da ne moremo verjeti, da je že leto naokoli, ampak očitno čas res hitro mine. Pa tudi to ni slaba zadeva, ker imamo vsako leto koncert, ki ga pripravlja Rotary klub Žalec. Dober večer, podpredsednik. Ja, dober večer vam in tudi vsem gledalkam in gledalcem televizije Celje. Dario Pungartnik, podpredsednik Rotary kluba Žalec, torej v lanskem letu je bila z nami predsednica, takratna Magdalena Navodnik, ki je predstavljala dobrodelni koncert, ki se bo torej, kot rečeno, zgodil tudi letos. Na Vranskem, kot je že stara lokacija, kaj ne da? Tako, na Vranskem je že tradicionalno ta dobrodelni koncert v sodelovanju z občino Vransko in pa z programskim vodstvom tudi ansambla Modrijani. Tudi letos torej so se Modrijani priključili kot vsako leto. Tako. Tudi letos, tudi oni so pripeljali svoje goste, oni so tudi programsko shemo uskladili, še posebej se je tu angažiral gospod Rok Švab in res že v tem trenutku se zahvaljujem vnaprej za vse, kar so naredili. Organizacijske zadeve so tukaj zelo, zelo močne in res je organizacija kar zahtevna verjetno. Tako, mi v bistvu že takoj po končanem lanskoletnem koncertu ustanovimo nov organizacijski odbor ali pa podaljšamo mandat staremu in aktivnosti se pričnejo. In vključeni smo vsi člani, eni v teh aktivnostih, drugi v drugih aktivnostih in potem, bolj ko se pa bliža ta datum, čas izvedbe, je pa temu primerno tudi več aktivnosti. Tako. Ampak je potem fino, ko se vse skupaj spelje, vsakič se je, tudi letos se bo, ker res poskrbite za izjemen dogodek, o njem malo več kasneje. Vas pa bom najprej malo povprašala, Dario, o Rotary klubu Žalec. Sej smo ga že predstavljali, ampak prav je, da se spet spomnimo. Kakšno je vaše poslanstvo, kje ste, kako delujete? Rotary klub Žalec je bil ustanovljen leta 2005, smo v svetovni družini Rotary klubov, tudi Slovenija ima že zdaj nekaj let tudi svoj distrikt. Naš klub šteje 20 aktivnih članov. Zdaj v teh 13 letih delovanja smo izvedli že več dobrodelnih dogodkov, od dobrodelnih plesov, potem sekunda na Vranskem poligonu za avtomobile, potem sodelovali smo z Varno hišo za pomoč tem osebam iz prometnih nesreč, pa seveda tudi tradicionalno organizirali dobrodelne koncerte in dražbe. Vaše poslanstvo torej pomagati, biti vpet v družbo, ki je socialno izjemno čuteča, verjetno? Ja, v bistvu naše delovanje temelji na prijateljstvu in tudi na različnih, kako bi rekel, ljudeh z različnimi poklicnimi skupinami, da se potem ta socialna mreža pa ta pomoč lahko razširi na večjo skupnost. In z zbranimi sredstvi, z aktivnostmi vsakega posameznega člana potem pomagamo in darujemo različnim skupinam. Mi smo se večji del res usmerili v otroke. Pri nekaterih projektih darujemo otrokom, nadarjenim otrokom iz socialno šibkih družin. V tem primeru, ko pa zdaj pa darujemo skladu Žarek upanja osnovne šole Vransko in tudi osnovne šoli Prebold. Tako. Se pravi, Žarek upanja za otroški nasmeh je naslov tradicionalnega humanitarnega dobrodelnega koncerta, ki je ravno pravšnji, ker se čisto sklada z vašim poslanstvom. In tudi letos torej, kdaj, gospod Pungartnik, pa bomo lahko prižgali ta Žarek upanja, kdaj bomo lahko se udeležili koncerta? Kot sem že prej rekel, koncert bo v sodelovanju z občino Vransko potekal v športni dvorani na Vranskem in to je v četrtek, 29. novembra ob 8. uri zvečer. Povabljeni so res super gosti, da tako rečem, na čelu z Modrijani, potem Alfi Nipič, poskočni muzikantje, Eldivji, Maja Oderbab,
In tudi sodelujejo mladinski pevski zbori, tako osnovne šole Vransko, kot tudi osnovne šole Prebold. In tako vsako leto je pa, kako bi rekel, neko ozadje oziroma tudi orkester Slovenske policije. Se pravi, izjemni gostje. Bo prav takem pompozen večer tudi, ne? Res nekaj tudi za našo dušo. Ja, jaz se malo šalim, ko se pogovarjamo, da rečemo, da to je pa podaljšek Noči Madrijanov, ki veste, da je zelo uspešno vsako leto. V bistvu tudi vstopnice poidejo v parih minutah in evo, vsi tisti, ki pa mogoče takrat niste dobili vstopnice, pa lahko en delček tega doživijo tudi na Vranskem. Tako, in poleg tega še pomagajo, ne? Gre torej za dobrodelni koncert. Vstopnice, no, pa povejte malo več o njih, kje jih dobimo, kakšna je cena vstopnice? Cena vstopnice je 12 evrov, dobijo se na vseh prodajnih mestih v sistemu mojekarte.si, to pomeni tako na Petrolu, kot tudi na OMV-u in vseh teh prodajnih mestih. Zdaj, vsi izvajalci so se odrekli honorarjev, tako da so tudi brezplačno pridejo nastopati. Vsa ta sredstva pa grejo, kot sem že prej rekel, so namenjena skladu Žarek upanja osnovne šole Vransko Tabor in otrokom iz družin v socialni stiski osnovne šole Prebold. Zelo lepo, dobro, da takole pomagate, da še vedno obstajajo skupine ljudi, ki se lotijo organizacije takšnih koncertov. Omenila sva že na začetku, da je to izjemno zahteven koncert, ampak potem, ko je koncert uspešno mimo, ko zbrana sredstva predate, torej vsem tistim, ki so jim namenjena, je verjetno kar hitro nova moč pride za organizacijo že naslednjega. Ja, tako pri vsaki stvari, ko človek kako dobro delo naredi, je to neko osebno zadovoljstvo. Če si pa še to v neki skupini, je pa še to se še podvoji, toliko večje. Sploh pa, ko vidiš, da pomagaš res, zdaj v tem primeru otrokom v stiski, da si bojo lahko preko šole dobili šolske potrebščine, šli na kako potovanje, izlete in to je res eno veliko zadovoljstvo. In absolutno verjamem, da bo tudi dvorana polna. Bova še povabila vse skupaj, naj pridejo v četrtek, torej na koncert, dobrodelni koncert, naj naredijo vsi skupaj nekaj dobrega. Tako je, jaz mislim, da v četrtek, 29. novembra ob 8. uri v športni dvorani Tabor bo res en tak spektakel v malem, kjer boste videli vse te izvajalce od Modrijanov, kot sem že prej naštel, in se obeta en vrhunski dogodek. Popestren tudi z pevskim zborom, otroškim pevskim zborom in nastopajočih, da tako povem, je preko 120. Ogromno se bo zvrstilo na odru. Ampak Rotary klub Žalec, kot ste prej omenili, svoje poslanstvo opravlja skozi vse leto, ogromno pripravljate teh srečanj, dogodkov, s katerimi pomagate. Dobrodelni koncert verjetno je eden največjih, ker gre res za velik organizacijski zalogaj. Pripravljate pa v veselem decembru še nekaj, Tako, v veselem decembru, ko je priložnost tudi za veselje in tudi za mogoče za darila, bomo organizirali tudi dobrodelno dražbo likovnih del naših znanih akademskih slikarjev Rudija in Dorjana Španžla, potem Biljane Unkovske in akademskega slikarja Narcisa Kantaržiča. To bo preko 40 grafičnih del, ki bojo oni podarili z nekaterimi deli tudi v platno na olju. In izključne cene pa niso mogoče, ko si mogoče kdo misli, da so to neke visoke. Ker gre za vrhunska dela, konec koncev. Ampak to je pač dobrodelnost in izključna cena je 80 evrov za tako vrhunsko delo. Za takšno umetniško delo. Vse to se bo pa dogajalo v Žalcu, v predverju kulturnega doma. V avli torej, ne? V avli in to 6. uri zvečer. Se pravi 11. decembra ob 18. v avlu kulturnega doma v Žalec, kjer lahko dobimo umetniška dela priznanih umetnikov. To so naši priznani umetniki, ki delujejo seveda tudi zunaj, ampak so pa iz našega okolja. To je tudi treba ceniti in torej s tem lahko pa tudi pomagamo, kar je še pa dodatna nota. Vsa ta zbrana sredstva, tako pri vseh naših projektih, grejo potem namensko za otroke v socialni stiski. Tako. Vaše poslanstvo torej dobro opravljate tudi v tem letu in po moje proti koncu leta ali pa na začetku novega leta, ko potegnete črto pod vsemi speljanimi projekti,
vam dobro delo daje moč za naprej, ne? Ja, tako je. Poleg tega dobrega dela, tako kot sem rekel, se podvoji to zadovoljstvo z temi uspešnimi projekti, pa tudi druženje med prijatelji, no, da tako rečem. Tudi izjemnega pomena. Izjemnega pomena, ker to podvoji moč, da tako rečem, skupini in posameznikov. Pa premalo se družimo ljudje med sabo, a ne, in pozabljamo na to, da lahko skupnimi močmi pomagamo še bolj. Tako, hvala lepa, Darjo Pungartnik, za tale obisk v našem studiu, se pravi, povabljeni na koncert 29. novembra na Vransko, dobrodelni koncert, na katerem bomo uživali, in pa potem 11. decembra tudi v Žalec. Lahko pa vas tudi spremljamo, verjetno preko kakšnih spletnih strani, da vidimo, kaj vse počnete, kje se lahko še udeležimo vaših dogodkov. Imate vse ažurno. Na spletnih straneh, pa na naši Facebook strani in tudi na spletni strani Rotary Slovenija so v bistvu vsi dogodki koledarsko našteti, in tisti, kjer ima željo prisostvovati vrhunskim dogodkom in poleg tega tudi darovati oziroma biti dobrodelen, ima kar dosti priložnosti. Tako, jih ne moremo zgrešiti. Če želimo pomagati, se vedno najde pot. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi vsem ostalim vašim članom. Želimo seveda uspešno izvedbo projekta dobrodelnega koncerta in pa spet vabljeni v naš studio, da bova še predstavila, kdaj je kakšen humanitarni projekt. Ja, hvala lepa, pa vidimo se na Vranskem. Tako je, hvala lepa in srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa tudi v nadaljevanju pogledamo, kje je bil kolega Bogdan Rahten, in sicer se je v Celju odprl nov oddelek oziroma so se odprli novi prostori društva Šent. Več o tem v reportaži, potem pa še upravna enota Celje, tudi tokrat je z nami načelnik upravne enote Damjan Vrečko. Do prihodnje srede pa vam zaželimo le še en prijeten pozno novembrski pozdrav. Srečno. Celjska podružnica Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent je prejšnji teden javnosti predstavila nove prostore dnevnega centra, ki se nahajajo v središču mesta. Poslej jih lahko najdete v Protazijevem dvorcu v neposredni bližini Narodnega doma. Celjski Šent Celje, v bistvu tle smo zdaj v teh prostorih samo dnevni center. Dnevni center je tudi najbolj številčen, to imamo nekje do 170 članov, iz cele Slovenije, od Gornjega Grada do Rogaške, Šmarja, Velenja, Zasavja, no sploh cela celjska regija in še dlje. Prej smo bili na Teharskem, ampak je bil prostor neprimeren, tudi premajhen. Zdaj smo tle dnevni center pa pisarna stanovanjskih skupin. Stanovanjske skupine so drugače v Šmarju, v Slovenskih Konjicah pa v Petrovčah. Tako da tle imajo pisarno, tako da v bistvu je tle bolj dnevni center. Pri nas, mi ko se sami videli, mi smo tle sicer že od poletja, ampak je še trajale vse te napeljave pa te stvari. Prostor smo zadovoljni, ker smo v centru mesta, prej smo bili na obrobju, to je duševno zdravje, ni za obrobje mesta, ker je že tako stalno na obrobju mesta, to mora biti nekje, da se vidi, da to pač spadamo v center. Zdaj mogoče prostori, upamo še na kakšne večje prostore, mogoče tale prostor, danes se je videl, ko je bila ta otvoritev, da je res majhen, pa še to niso vsi prišli, če bi prišli vse, pa tak ne vem, kje bi še to stali. Drugače smo pa tle zadovoljni, ker smo v centru, drugače so kar lepi prostori, malo se pač moramo deliti, malo se bolj stiskamo, ampak to smo nekje že navajeni, bi bilo pa fajn, če bi imeli bolj že v večje prostore, vsekakor bi pa zelo radi v centru mesta. Kljub temu so se ob odprtju zelo potrudili s kulturnim programom, ki pa je želel tudi nekaj sporočiti. Haluciniraš, blodiš in stavaš sem ter tja, upaš, da le nekdo odgovor na tvoje težave ima. Trpiš iz dneva v dan in globoko v sebi še vedno upaš, da to ne bo zaznamovalo tvoj slehanje vsak dan. Morda smo nekoliko drugačni, zaradi tablet vedno lačni, a ponos v srcu bojimo, potlačiti se ne pustimo. Preden nas obsojaš, pomisli, poglej nas v oči in predsodke odmisli. Ljudje smo, kot vsi ostali, zakaj bi se nas bali? Šent je ena večjih ali pa največjih društev ali pa organizacij, nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja. In imamo po vsej državi centre za duševno zdravje. Mislim, da je 23 dnevnih centrov, imamo stanovanjske skupine, imamo
socialno vključenost, ker se ljudje pripravljajo, tako kot sem že prej povedal, ljudje se pripravljajo na to, da bi se lahko mogoče zaposlili, ker za naše ljudi je zelo težko najti zaposlitev. Predvsem zaradi tega, ker so oni dovolj nestabilni in na drugi strani pa ni pravega posluha delodajalcev, ki bi imeli dovolj znanja, dovolj potrpljenja, da bi s temi našimi ljudmi znali tudi delati. No, vse mi v Šentu poskušamo tudi preko naše socialne firme izobraziti ali pa informirati delodajalce, kako naj ravnajo v trenutku, ko bi recimo zaposlili našega človeka. Ne. Ker tu je treba dovolj potrpljenja, treba dovolj razumevanja, da pač ti ljudje recimo imajo zelo velike sposobnosti, da lahko veliko naredijo, ampak da rabijo mogoče malo intervalno delo. Jaz rečem intervalno delo, to se pravi, zdaj delam 110%, potem pa rabim malo počitka. Ali pa vmes rabim malo, pokaditi cigareto in tako naprej. Ne. Zdaj Šent je že na področju duševnega zdravja več 25 let. Kako sem prej rekel, ena največjih organizacij na področju duševnega zdravja. Mi imamo tudi organizirano organizacijo, imamo tako postavljeno, da imamo vzhodno regijo, imamo centralno regijo, pa imamo zahodno regijo. Na vrhu imamo predsednika, tu imamo pa posamezne predsednike in pa potem smo obenem mi tudi podpredsednik. Jaz sem obenem tudi podpredsednik društva. Zelo pomembno bi bilo poudariti to, da se trudimo, da naše storitve pripeljemo čim bliže uporabnikom in da so tudi dosegljive. Ker gledajte, mi imamo določene storitve, so na razpolago, ampak če niso dosegljive, potem so neuporabne. In tu nam bo veliko pomagalo že zakon o duševnem zdravju, ki je bil leta 2009 v veljavi, in pa seveda na osnovi tega narejena resolucija nacionalnega programa duševnega zdravja, ki jim da poudarek na duševnem zdravju. Ne toliko na zdravljenju ali pa po tem, ko se nekaj dogodi, ampak prej. Mi znamo poskrbeti za naše počutje, za duševno zdravje, ker na koncu koncev nacija, ki je duševno zdrava, bo tudi učinkovita, bo tudi delovno storilna, bo tudi doprinašala več. Tako da ta resolucija prinaša premik za skrbi za duševno zdravje iz zavodov in bolnišnic na skupnost. To se pravi na primarno raven. V Celju bomo naredili center za duševno zdravje in potem bi se ustvarila mreža pomoči in podpore, ki bo delovala na tak način, da bo recimo v okolju, ker ljudje, ki imajo težave, prebivajo, delajo, preživljajo prosti čas, imeli na razpolago te storitve, da bo psihiater na razpolago v zdravstvenem domu. Ne, da morajo zdaj takoj v Vojnik, pa po te storitve, ampak tu, da bo psihoterapeut na razpolago, da bo mogoče klinični psiholog na razpolago, da bo psihoterapeut, da bo socialni delavec in tako naprej. To se pravi mreža pomoči in podpore, ki bo v skupnosti. Seveda, največja teža skrbi za duševno zdravje na posamezniku. To je tako zvana piramidna struktura, kjer je na dnu piramide ali pa na osnovni celici piramide, na osnovni premici piramide so posamezniki. Potem se ta piramida zožuje, to se pravi, prvo skrb za duševno zdravje sem odgovoren jaz, potem so lahko nevladne organizacije, različna društva, potem pridejo medicinske ali pa zdravstvene storitve na primarni ravni, potem pridejo specialistične ambulante in pa na vrhu piramide potem psihiatrična bolnišnica. Zakaj? Zato, ker tu je največ uporabnikov in na vrhu piramide bi jih moralo biti pa najmanj. Mi imamo pa zdaj v Sloveniji situacijo, ko je piramida narobe obrnjena. Mi imamo največ uporabnikov v psihiatričnih bolnišnicah,
Najmanj je pa skrbi na osnovni ravni. In še nekaj je zelo pomembno, največji stroški so v bolnišnicah. Najmanjši so, če mi sami poskrbimo za svoje zdravje, za duševno zdravje, za to, da funkcioniramo, da največ doprinesemo. In na koncu koncev, če se pogovarjamo o neki sreči, zadovoljstvu, potem bi morali seveda skrb posvetiti posamezniku in pa preventivi. Poglejte, jaz vedno tako slikovito rečem, kaj pa, če mene kaj zvije? Zdaj je edina možnost, da grem takoj v bolnišnico. Kaj to pomeni? Tam mi sicer nudijo storitve, me hospitalizirajo, ven pa pridem stigmatiziran. Če pa imam možnost iti tule čez cesto, recimo k psihologu ali pa psihoterapeutu, se pomenimo o svojih težavah, potem je stvar dosti bolj učinkovita in dosti prej jo reši. Ne že takrat, recimo, ker zakon o duševnem zdravju pravi, da je nekdo lahko hospitaliziran, če je nevaren sebi, nevaren okolici in takrat je pol interventno. Mi pa vemo, da se začetki duševnih stisk, pa duševnih motenj začenjajo z nekimi simptomi. In ti simptomi so prepoznavni in seveda, če imaš možnost v zelo zgodnji fazi te simptome tudi identificirati, ugotoviti, lahko ukrepaš. In so tudi učinki lahko brez zdravil. Mi imamo v Sloveniji medicinski model, ne? To se pravi duševne motnje, duševne stiske, duševne bolezni, če tudi tako rečemo, se zdravijo samo zdravili. Vse ostalo je še tako približno ni povezano, prvo ni povezano, imamo veliko nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem. Ampak nevladne organizacije se srečujemo z velikim problemom, da nimamo konstantnega financiranja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, vse programe moramo prijavljati, detaljirati, nas spremljajo, to se pravi Ministrstvo za zdravje, potem je fundacija invalidskih humanitarnih organizacij, tako zvani FIHO, to je največji financer naš, ampak to so vse sredstva, ki so mogoče najdalj na 5 let. Mi bi rabili dolgoročno financiranje. Ker pogledajte, pametne vlade pa pametne države koristijo nevladni sektor. Zakaj? Zato, ker je veliko znanja tam in pa bolj poceni je. Bolj poceni kot administracija, ki nekaj vrši. Ker je pa veliko znanja tudi pomoč dosti bolj učinkovita, ne? To so te prednosti nevladnega sektora, ki pa moramo v Sloveniji še na nek način ozavestiti pa videti, da je to res dobro. Če predsednik vlade ugotovi, da je pomembna vloga nevladnega sektorja, ki mu je pomoč, ki mu določene stvari bolj poceni izpelje, potem bo pametno namenil nekaj sredstev tudi nevladnemu sektorju. V tem smislu se mi na Šentu tudi vedno poskušamo in se trudimo in tudi uspemo, da jim to predočimo, da na nek način tudi lokalno politiko, pa tudi državno politiko ozaveščamo, da je to pomembno. Zaradi skromnih financ je za delo Šenta zelo pomemben prispevek prostovoljcev. Veliko je takšnih, ki so že sami po sebi prišli kot uporabniki in so s časoma osvojili vsa ta znanja oziroma dela, ki so potrebna. Prišli so z idejami, si ustvarili na Šentu neke skupine interesne in potem sami dali idejo, da bi morda uvedli to in to interesno skupino, to dejavnost in tako največkrat prihaja do teh prostovoljcev, kar je tudi zelo pomembno, kajti sami vedo, kaj je potrebno za delo, kako približati so to snov, materijo svojim souporabnikom, se pravi ljudem, ki imajo nekako težave z duševnim zdravjem, ki nekako drugače razmišljajo oziroma ali pa počasneje razmišljajo kot pa ljudje, ki so recimo temu zdravi. Gradite, prenavljate,
Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako pravilno lepiti keramiko. Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri izbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Odslej tudi v Celju. Center Jager Celje na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno. Trgovine Jager. Športna. Prostorna. Tehnološko dovršena. Nova Honda Civic. Že od 17.990 evrov. Naša izbira je avtomobil, ki je dobrodošel v vsakem mestu. Naša izbira so nizke emisije. Naša izbira je tišina. Naša izbira je samodejno polnjenje baterije. Naša izbira je Yaris hibrid Toyota. Kje dobite vse za vašo pisarno? V podjetju Birobit na Teharski cesti 24 v Celju. Čaka vas široka in ugodna ponudba pisarniškega materiala, črnil in tonerjev različnih blagovnih znamk. Izkoristite tudi njihove številne akcije računalniške in biro opreme. Birobitova servisna služba bo poskrbela tako za montažo, kot tudi za inštalacijo nakupljenega. V Birobitu, kjer so že več kot 25 let pooblaščeni prodajalci in serviserji Canon naprav, vam tudi svetujejo, kako nadomestiti obstoječo opremo, tiskalnike, skenerje in fotokopirne stroje z najnovejšimi Canonovimi multifunkcijskimi napravami. Te lahko kupite ali pa jih najamete. Birobit, z vami že več kot 25 let. Kakšne so razlike oziroma novosti pri izdaji uporabnega dovoljenja po novi zakonodaji? Investitor mora po dokončanju gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. Novi gradbeni zakon v 68. členu določa, kaj je potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje za zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje se izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. Uporabno dovoljenje za manj zahtevni objekt se izda brez opravljenega tehničnega pregleda, pogoj pa je popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja. Lahko pa investitor na lastno zahtevo pridobi za manj zahteven objekt
uporabno dovoljenje na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. Novost po novi gradbeni zakonodaji je, da morajo uporabno dovoljenje pridobiti vsi manj zahtevni in zahtevni objekti, torej tudi enostanovanjske stavbe, za katere po prej veljavnem gradbenem zakonu pridobitev uporabnega dovoljenja za začetek uporabe ni bila potrebna. Kako je po novem urejena legalizacija objektov? Legalizacija objektov je v novem gradbenem zakonu obravnavana v 5. poglavju kot legalizacija izvedenih gradenj pred uveljavitvijo zakona, torej pred 1.6.2018, in je razdeljena na več oddelkov glede na vrsto legalizacije. In sicer legalizacija neskladnega objekta v okviru dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja po tem zakonu. Kot legalizacija neskladnega objekta zunaj okvirov dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja po tem zakonu, nelegalnega objekta ali neskladne uporabe objekta. Za objekte daljšega obstoja ter kot domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, ki je veljal pred uveljavitvijo novega gradbenega zakona, torej pred 1.6.2018. Od kdaj velja nova gradbena zakonodaja in kako je s postopki, ki so bili pričeti pred tem? Gradbeni zakon je začel veljati 17. novembra 2017. Uporabljati pa se je pričel s 1. junijem 2018. Postopki, začetki pred začetkom uporabe novega gradbenega zakona, se končajo po določbah prejšnjega gradbenega zakona. Katere so novosti pri razlastitvi po novi gradbeni zakonodaji? Novi gradbeni zakon ne posega na področje razlastitev. Razlastitveni postopki so urejeni v zakonu o urejanju prostora, ki je nadomestil poprej veljavni zakon o urejanju prostora. Postopki razlastitve so urejeni v 3. oddelku tega zakona. Bistvenih sprememb glede na poprej veljavno ureditev ni, razen v delu, kjer se na novo ureja skrbništvo za poseben primer, v primerih, ko ni mogoče ugotoviti lastnika, ko je lastnik umrl in zapuščinski postopek po njem še ni pravnomočno zaključen in podobno. Novosti so tudi pri tako imenovanem nujnem postopku in deponiranju odškodnine in varščine pri sodišču ali notarju. Vse spremembe in sam postopek pa še vedno temeljijo na temeljnem ustavnem načelu, ki zagotavlja pravico do lastnine, tako da je razlastitev mogoče samo ob pogojih, ki jih določa zakon, ter proti odškodnini ali nadomestilu v obliki nadomestne nepremičnine.